gostje, lep dober večer in dobrodošli na 6. srečanje Dobrodošli doma. Na tem tradicionalnem trodnevnem srečanju se vsako leto zberejo Slovenci iz vsega sveta. Lani na Ptuju, predlani v Škofji Loki, letos v zeleni prestolnici Ljubljani. Srečanje je namenjeno druženju vseh, ki so v srcu Slovenci. Še prav posebej veseli pa smo slovenskih predstavnikov iz sveta in zamejstva. Vsem vam, ki ste prišli od daleč in nas počastili z našim obiskom, še enkrat en lep dober večer. Današnji koncert je eden izmed prvih dogodkov v sklopu prireditve Dobrodošli doma in zato se nam bodo danes predstavili slovenski glasbeniki, ki pa prihajajo iz celega sveta. Preden začnemo, morda še kratka, vendar že 25 let trajajoča zgodba o zastavi, ki jo vidite tamle na vaši desni. To je namreč ena od 130 slovenskih zastav, ki so jih naši rojaki v Torontu na roke sešili v noči pred razglasitvijo samostojnosti slovenske države. Slovenska zastava simbolično povezuje vse Slovence in tke vezi povsod po svetu. Sedaj pa vabim na oder ministra za Slovencev v zamejstvu in po svetu, Gorazda Žmavca, da vas pozdravi. Spoštovani podpredsednik vlade in zunanji minister Karel Krajevc, hvala za tvojo prisotnost, ker to je tudi odraz, da skupaj vodimo strategijo, da Slovenija lahko večja in boljša za Slovenci doma in v tujini, tudi svojo strategijo zunanje politike. Spoštovani nadškof Stanislav Zore, spoštovani kolega minister kulture gospod Peršak, spoštovani podpredsednik Državnega zbora Primož Kranjc, podpredsednik Matične komisije Državnega zbora Ivan Peršak, predsednik odbora za zunanjo politiko v Državnem zboru Jožef Horvat, vodja poslanskih skupin, poslanci in poslanke, generalni sekretarka in vodja kabineta predsednika Republike Borka Pahorja, ki je tudi pokrovitelj letošnjega Dobrodošli doma. Hvala lepa predsedniku. Spoštovani rojaki in rojakine, Slovenci in Slovenke, doma in po svetu. Hvala, da ste nocoj z nami in svojo prisotnost dajete pomembnost in veličino današnjega dogodka. Praznujemo pomembni jubilej 25. letnice samostojne Republike Slovenije s proslavami doma in v tujini. 20 let je bilo letos. Slovenci, ki živijo oziroma živite izven matične domovine, ste ključni pri ohranitvi slovenske narodne identitete. In Slovenija bi bila to, kar je danes brez rojakov zunaj meja Slovenije. V prvih 25 letih smo skupaj dokazali, da slovenstvo presega državne meje, da je slovenstvo v srcu, da nas veže ljubezen do domovine, skozi katero gradimo in širimo skupni slovenski prostor. Od danes naprej pa sem vesel in ponosen, da nas bo še bolj povezovala tudi glasba preko novoustanovljenega vseslovenskega simfoničnega orkestra. Vsem skupaj želim, da se prepustite glasbi in uživate v zvokih, ki bodo ustvarjali rojaki iz celega sveta. Naj zaključim z lepo mislijo. Glasba ne pozna meja, ne pozna sovraštva, glasba je večna. Hvala. Glavnemu razlogu za današnje srečanje glasbi. Naš prvi glasbeni sklop bo otvoril slovenski mendoški oktet iz Argentine. Uresničitev lepih sanj 8 prijateljev, kot pravijo sami. Kot potomci Slovencov 3. generacije so spoznali in vzljubili slovensko pesem, ki jih je spremljala skozi vsak dan. Danes bodo prepevali pesmi obeh domovin. Ena izmed njih bo tudi Sino, usoda. V ritmu in melodiji argentinske folklore bomo spremljali zgodbo mladega fanta, ki
hodi za dekletom, v katerega je zaljubljen, medtem ko ona pobira rože in se ne zanima zanj. Zato je njegova usoda ohladiti zaljubljeno srce. Za Mendoškim oktetom se bo predstavil mešani pevski zbor Davor in Jenko iz Banja Luke. Zbor 30 pevcev obstaja že 15 let. Skupaj z dirigentom Dušanom Uroševičem pa po lastnih besedah s pesmijo odpirajo meje in čvrstijo prijateljstvo. Prepustimo se glasbi in uživajmo v nastopu obeh zasedb.
Naš naslednji glasbeni sklop pa začenjata dve izvrstni glasbenici. Iz Dunaja in Vancouvra sta se združili v Sloveniji in prav za današnji dogodek skupaj priredili nekaj slovenskih ljudskih pesmi. Tereza Knut, kanadska sopranistka slovenskega rodu, je ena izmed naših najuspešnejših opernih in koncertnih pevk. Izjemno vokalistko pa bo na harfi spremljala Tina Žerdin, na Dunaju šolana harfistka, ki danes nastopa z največjimi orkestri doma in na tujem. Sklop bodo dopolnili pevci mešanega pevskega zbora Davor in Jenko iz Banja Luke, skladba Bobek domovin. Še enkrat pa se bo predstavil tudi slovenski mendoški oktet, ki nas bo iz Vipavske popeljal vse do Argentine, ter tudi s tipičnim inštrumentom Argentine, čarango, zgradil nove mostove med domovinami.
Thank you.
canzoni bueno para cantar, canzoni sada para bailar. Oh
Drage dame in gospodje, bliža se vrhunec današnjega večera. Premierno se nam bo predstavil vseslovenski simfonični orkester, ki združuje slovenske glasbenike 5 različnih držav, nastal pa je na pobudo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Današnji izbor skladb, ki jih bodo izvajali, seveda ni naključen in odraža posebno ljubezen in spoštovanje do slovenske pesmi in glasbe. Malo bomo slišali slovenske ljudske plese, enega naših največjih skladateljev, Alojza Srebotnjaka, ki je tudi največkrat izvedeno delo slovenskega orkestralnega repertoarja. V vseh stavkih te skladbe so uporabljeni plesi iz vsake od slovenskih pokrajin, s čimer je ustvaril učinkovito posvetilo glasbi svoje domovine. Čisto zares zaigra glasba, pa na oder vabim idejno vodjo projekta Nadjo Skale, da nam pove nekaj več o orkestru. Spoštovani visoki gostje, dragi prijatelji, glasbeniki, dober večer. Nocoj ne praznujemo le 25. obletnice samostojnosti Republike Slovenije. Praznujemo tudi imeniten povezovalni projekt, to je Vseslovenski simfonični orkester. Na velikem odru se bodo namreč prvič javnosti skupaj predstavili naši rojaki, glasbeniki iz 5 držav, 4 sosednjih in iz Slovenije. Z idejo o ustanovitvi tako imenovanega čezmejnega orkestra se na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu poigravamo že dobro leto in ta velik logistični zalogaj. Zaradi razdalji od Trsta do Monoštra in zaradi usklajevanja terminov vaj nam je vendarle uspel. Naj povem tudi, da so naši 3 najmlajši člani orkestra, Lorenzo, Juri in Vanja, stari samo 16 let. Poklicnih glasbenikov so vsi originalni člani Vseslovenskega simfoničnega orkestra prostovoljci, za kar mislim, da si zaslužijo poseben aplavz. Sveža glasba. In tako smo simbolnim projektom Vseslovenskega simfoničnega orkestra želeli spodbuditi ne le ljubezen do domovine, temveč tudi povezovanje. V času vse večjega razhajanja smo želeli spodbuditi preseganje meja državnih in tistih ostalih. Zato še enkrat hvala vsem, na čelu z ministrom Žmavcem, ki že od samega začetka verjamete v ta projekt, verjamete v njegov uspeh, v njegov povezovalni pomen in ki mu stojite ob strani in ga spodbujate in podpirate na vkljub kakšnemu vrtilcu. Predvsem pa hvala glasbenikom prostovoljcem za vaš trud, za vašo dobro voljo. Uživajte ob glasbi, na oder pa vabim maestra Simona Krečiča, umetniškega vodjo in dirigenta Vseslovenskega simfoničnega orkestra.
Thank
Dokson sicer danes žal ni z nami, se je pa našemu pravilu prijazno odzval slovenski oktet. Slovenski oktet? Slovenski oktet je prvič zapel leta 1951 prav v slovenski filharmoniji. Nastal je na pobudo slovenskih izseljencev v Združenih državah Amerike, ki so želeli slovensko zavest utrditi tudi s pomočjo pesmi. Glavno poslanstvo okteta je ohranjanje in plemenitenje slovenske vokalne glasbe, od leta 2008 pa oktet vodi Jože Vidic. Danes se nam bodo predstavili skladbami iz zakladnice slovenskih pesmi. Dame in gospodje, slovenski oktet! Danes popoldan je bil telefonski klic in smo rekli, če smo že v Ljubljani, pridemo še slovensko filharmonijo.
iz domače domovine, kot tudi iz sveta. Za nocojšnji program smo izbrali nekaj skladb, ki so bile zapisane prav za slovenski oktet. Prva, Čez zelene trate, je nekako nastala pred dobrega pol leta in sicer na pobudo gospoda predsednika države Boruta Pahorja, ki je izrazil željo, da bi slovenski oktet to pesem naštudiral in je tedaj prav za nas zapisal sin pokojnega Slavka Avsenika, Slavka Avsenik mlajši. In od tedaj naprej, sploh po prvem koncertu, ki smo ga imeli na koroški strani, na severni strani naših Alp, ko je ta pesem doživela izjemno skandiranje, ljudje so ostali, smo rekli, ta pesem sodi na naš stalni program. Kot drugo pesem bomo zapeli skladbo, ki jo je zapisal France Urbar na besedilo Simona Jenka in jo je prav za slovenski oktet priredil Lojze Kranjčan. Naslov te skladbe je Domovini, žalost mene pričakuje. So
Najlepša hvala. Počutimo se kot doma. Tu je slovenski obdet pred skoraj 65 leti tudi prvič zapel in od tedaj prepeva pesmi, ki so nekako postale tudi del identitete slovenskega obdeta in pesmi, ki so postale, ko jih slišiš, poznane tem, da jih prepeva slovenski obdet. Za nocoj se vam zahvaljujemo za vašo pozornost in sklepamo naš nastop s pesmijo, ki jo je prepeval Ribenčan Obran. Hvala lepa.
danes ni samo naš čezmejni simfonični orkester. Ob 25. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije in posebej za vse slovenski simfonični orkester je namreč mladi koroški skladatelj Peter Tovornik zbral motive iz različnih ljudskih pesmi in jih za to priložnost stkal v celoto. Splet slovenskih ljudskih, ki bo danes torej izvedena krstno. Skladba ima 3 tematsko opredeljene stavke, ki vsebujejo po 3 ljudske pesmi. Slišali bomo domoljubne, dekliške in fantovsko obarvane napeve in verjamem, da boste nekatere od njih tudi sami prepoznali. Za slovo pa se bomo spomnili našega virtuoza Slavka Avsenika, ki bo tokrat izveden v slogu argentinske sambe. Še zadnjič nocoj prisluhnimo vse slovenskemu simfoničnemu orkestru na čelu z dirigentom Simonom Krečičem.
kakšnih folklornih nastopov naših rojakov iz Hrvaške, Argentine, Bosne in Hercegovine ali Kanade, na nogometnem turnirju ali pa na virtualnem pohodih na Triglav. Hvala za vašo podporo, hvala, da skupaj utrjujemo vezi med domovinami, hvala vam izvajalci, hvala, da širimo slovensko glasbo in pesem daleč naokrog in dobrodošli doma!